Resnica o zdravem hujšanju, ki je podprta s hormonskim ravnovesjem. Zakaj diete za nas ženske ne delujejo? Z vami sem Minka Gantar in jaz sem avtorica priročnika za zdrav način življenja, ko imajo hormoni žur. Mogoče ste me že srečali, mogoče to knjigo imate. V glavnem, jaz se ukvarjam predvsem s tem, da ženskam pomagam do zadovoljstva. In učim, kako sprejeti in vzljubiti sebe in potem, kako se to zadovoljstvo odraža na zunaj. Ženske učim, kako kombinirati hrano, da shujšajo enkrat za vedno. Veliko od tega, kar vas bom tukaj učila, sem opisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. No, naj vam povem, da sedaj pripravljam že 5. izdajo te knjige in tukaj boste najdli še unikatne recepte, ki jih ni v knjigi, in ti recepti vam bojo pomagali pri tem, da bojo pospešili topljenje maščobe tudi med tem, ko spite. Spodbudili bodo delovanje rastnega hormona, tukaj boste dobili jedilnike, ki bodo pospešili aktivacijo hormona leptina, ki deluje na našo maščobo tako, kot bi na ogenj zlili bencin. Tu boste našli tudi rešitve, kako ravnati ščitnični hormon, ki je v direktni povezavi z našim čustvenim stanjem. In tu boste našli rešitve, kako kljub menopavzi obdržati lepo postavo in vitalno telo. Glejte, na vsakem koraku lahko vidimo razne ponudbe za pripomočke, pa vadbe, ki naj bi pomagale pri hujšanju. In tudi v upanju, da bom končno našla rešitev za svoje odvečne kilograme, sem se včasih tudi spraševala, ali je to res, ali pa mi hočejo samo nekaj prodati. No, glejte, pri nas ženskah je pogosto tako, da neprestano hujšamo, po drugi strani se pa kar naprej redimo. In lahko hodimo na razne vadbe, v lepotne salone, na drage masaže, anticelulitne tretmaje, vendar je ključ v hrani in v hormonskem ravnovesju. In tukaj bomo obravnavali tudi čustva, ker naša čustva vplivajo na stanje hormonov, ti pa vplivajo na topljenje in shranjevanje maščobnih oblog. No, tukaj bomo govorile o naši ženski presnovi, o ženskih čustvih in tukaj bomo predvsem obravnavali nas ženske. Glejte, diete in agresivne vadbe, ki so mogoče primerne za moške, pogosto pri nas ženskah ne delujejo. Zaupala vam bom svojo zgodbo. Imela sem velike težave z odvečno težo in predvsem slabo samopodobo. Moje težave so se začele v puberteti. Ko sem prenehala rasti, sem z enako hitrostjo, ko sem prešla v višino, šla v širino. Pri 15 letih sem imela več kot 15 kg več kot danes. In lahko si mislite, kje je bila moja samopodoba. In potem sem se odločila. Moja prva dieta je bila dieta na princip manj žri. Pri 16 letih, to je bilo v prvem letniku, sem se odločila, da bom shujšala. In vedela sem samo to, da moram manj jesti, zato bo telo začelo porabljati oziroma topiti odvečno maščobo. Pojma nisem imela o glikemičnem indeksu, o pomenu beljakovin, kje dobim vitamine skupine B in zakaj je hormonsko ravnovesje tako zelo pomembno za zdravo hujšanje. Vedela sem samo to, da želim in hočem shujšati in prav to, poglejte, se mi je dogajalo, ker ta odločenost, prišla sem iz šole domov, sestradena, in potem sem planila po hrani, da enostavno se nisem mogla upreti hrani in sem jedla, da mi je bilo na koncu slabo od hrane. In sedaj seveda vem, da se mi je sprožil hormon grelin in ta hormon povzroča, da poješ več, kot bi bilo potrebno. Ko sem se najedla, sem pa občutila krivdo in občutila sem tisto krivdo, da če bom jedla, se bom zredila. In v tistem času sem imela bulimijo, sedaj to priznam, in pogosto sem hrano izbruhala. Vem, da o svojih slabostih ne govorimo, ker je pač to sramotno, ampak mogoče ste tudi vi imeli kakšne težave. Glejte, to je bila moja pot učenja in motnje hranjenja so vedno v povezavi s čustvi. Gre za zavračanje energije življenja. V tistem času, ko sem bila jaz v puberteti, sta se moja starša pogosto prerekala in enostavno nisem več mogla prenašati ozračja v družini.
V osnovi sem delala tihi samomor. Vzrok za prenajedanje in nočno hranjenje je prav tako v čustvih. Leta, vprašati se moramo, pred čim bežimo, kaj želimo skriti. Kdor se prenajeda in se želi zavarovati, je v bistvu bolečina njegovega življenja tako huda, da ne more več. Hrana lahko postane največji sovražnik, te zasvoji, hkrati pa je edini rešitelj in užitek. In potem se vrtiš v začaranem krogu in tukaj vas bom naučila, kako se rešiti iz začaranega kroga. Preden pa pogledamo odgovor na to vprašanje, poglejmo, kako delujejo hormoni. Razumeti moramo žensko presnovo. Ženske smo drugačne od moških in imamo večji procent maščob. Imamo manj moškega hormona testosterona, ki vpliva na prirast mišične mase, in imamo več ženskih hormonov, kar je vsekakor prav, saj smo ženske. In ti ženski hormoni vplivajo na to, da smo bolj mehke. Mehkoba in milina sta vsekakor dobrodošli lastnosti. Če pa je naše telo preveč mehko in se v njem ne počutimo dobro, no tukaj vas bom naučila, kako to spremenimo. Na spletu lahko najdete kup rešitev, kup diet, ki jih propagirajo moški. In vsi govorijo o tem, kako bi bilo potrebno več vadbe in to bolj naporne vadbe. In to je vse sistem, ameriški sistem You Can Do It. Ampak poglejmo resnico. Ženska še nikdar v zgodovini ni bila tako obremenjena, kot je danes. Poglejmo naše mame, babice. Ženska pred 50 leti je bila doma, če pa je hodila v službo, je bila ob 2 popoldan doma in je imela dovolj časa, da je skuhala kosilo, poskrbela za otroke, gradila hišo in imela urejen dom. Ampak poglejmo danes. Danes ni več tako. Vemo, kako zelo smo obremenjene. Danes zaposlena ženska teče v službo, kjer mora delati več oziroma se bolj dokazovati kot njeni moški kolegi. Poleg tega je odgovorna za dom in družino. Zvečer, ko pride domov, jo vse počaka. To, kar so naše mame in babice naredile v 8 urah, sedaj mi naredimo v 2 urah. Pritiski in stres so danes tako močni, da vam moram čestitati. Dobre smo. No, pa se pa odločimo še za našo postavo in v preobilici dela naj bi še dobro izgledale, telovadile, bile večno srečne in zadovoljne. No in mogoče se potem odločimo, da bomo začele telovaditi in začnemo še s tekom, pa z dvigovanjem uteži, mogoče se odločimo celo za osebnega trenerja. In prav naporna vadba nas pripelje do tega, da smo še bolj v stresu, stresni hormon kortizol pa povzroči pridobivanje maščob na trebuhu. Dajte, kljub temu, da hočemo in delamo na tem, da bomo shujšale, kilogrami gredo prej gor kot pa dol. In pol so pa tukaj še naša čustva. Stres je v direktni povezavi z našimi čustvi in odvečna teža je prav tako povezana z našimi čustvi. No in tukaj vam bom pokazala, naučila vas bom, kako naša čustva uporabimo sebi v prid. Naučila vas bom, kako biti zadovoljna od znotraj in privlačna na zunaj. Telo je vedno samo odraz nas samih. Telo je zemljevid naših čustev. Naj se tukaj vrnem nazaj na mojo zgodbo z odvečnimi kilogrami. Z motnjami hranjenja sem pridelala kup zdravstvenih težav. Imela sem slabo krvno sliko, vrtelo se mi je v glavi, pogosto ko sem se sklonila, se mi je zatemnilo pred očmi in sem se morala usesti. Špikalo me je pri srcu, imela sem krče v nogah, bila sem bleda in brez energije. Bila sem razdražljiva in kronično utrujena. Imela sem lepo postavo, počutila pa sem se kot starka in to samo pri 18 letih. Če sedaj pogledam nazaj, mi je popolnoma jasno, da sem bila podhranjena. Primanjkovalo mi je vseh vitaminov skupine B, vitamina A, železa, vitamina C, magnezija, kalcija, kroma. Takrat se mi še sanjalo, kako naj kombiniram hrano, da se bom počutila starosti primerno, da bom polna energije in vitalnosti. Poglejte, moje počutje se je začelo izboljševati,
ko sem spremenila svoje prehranjevalne navade in ko sem dodala nekaj vitaminov. No, in sedaj, mnogo let kasneje, sedaj se približujem 48. letu, sem mama 3 hčera. Poglejte, danes je popolnoma drugače. To, kar sem se jaz v teh letih naučila, vas bom zdaj naučila. Učila sem se v bistvu od 18. do 48. leta. Ja, to je 30 let. Lejte, največjo šolo so mi dale moje nosečnosti. Vse 3 nosečnosti so pustile kar nekaj posledic na mojem telesu. V zadnjih 2 nosečnostih, ki sta se vrstile ena za drugo, sem se zredila vsakič po 20 kilogramov. Ko sem pričakovala našo najmlajšo hčerko Anjo, sem štela skoraj 35 let in presnova takrat deluje drugače kot pri 20 letih. Z dojenjem sem odstranila kar nekaj kilogramov, vendar ni več prejšnje oblike. Čeprav so mi vsi govorili, kako dobro izgledam, sem se v svoji koži počutila obupno. Pa ne samo to. Lejte, nobeno oblačilo mi ni bilo več prav. Hlače, ki sem jih oblekla pred drugo nosečnostjo, sem s težavo navlekla nase, v pasu me je stiskalo, trebuh mi je visel čez pas. In če sem imela malo slabšo prebavo in sem bila napihnjena, so me prijazne znanke opazovale v trebuh in ja, nekatere so mi celo rekle, če pričakujemo 4. otročička. Lejte, če ste se same znašle v podobni situaciji, veste, kako neprijetno je to. Skoraj ni ženske, ki ne bi nikdar poskušala shujšati. Spominjam se sebe, govorila sem se, sedaj pa imam res dovolj, shujšala bom. Neprestano sem si ponavljala, ne smeš jesti, ne jesti, ne jesti. In bolj kot sem poslušala glas v glavi, bolj sem bila lačna in bolj sem mislila na hrano. Borila sem se sama s seboj. Potem sem shujšala, na princip manžri seveda nekaj kilogramov, padla v lica in prsa, ko pa je bil čas, da se rešim obloge na stegnih in trebuhu, se je hujšanje ustavilo. Izgledala sem obupno in ljudje mi tega sploh niso povedali, ampak so me sprašvali, če sem mogoče zbolela. Veste, to je hiranje, ne pa zdravo preoblikovanje telesa. In mogoče ste tudi vi že poizkusili vse diete tega sveta in zato porabili ogromno denarja. Kar pomislite, kako ste se počutili, ko vam je krulil želodec, v ustih ste imeli polno sline, bolela vas je glava in telo je zahtevalo hrano. Nekaj časa ste se še lahko upirali, potem pa je zmagal želodec in planili ste po hrani in zmazali vse, kar je prišlo pod roke. Hujšanje ste prestavili na naslednji dan. No, in kako ste se potem počutili? Bili ste razočarani sami nad seboj in drugo, potem ste rajši nadeli črna oblačila, da se skrijete pred svetom. In predvsem zadovoljstvo s svojim telesom se potem odraža na vseh področjih našega življenja. Lejte, ljubljenje v zatemnenem prostoru vse je romantično, pa vendar se ne morete vedno skrivati pod odejami. Če zavračate sebe in se sebi gabite, kako naj nekdo, ki vas ima rad, sprejme vas? Svoje nezadovoljstvo boste slej ko prej naprtili partnerju in ga obtožili, da veste, da se mu ne zdite več privlačni. Ampak resnica je drugačna. Sebe zavračate in sami sebi se zdite neprivlačni in zato ste se začeli izmikati intimnosti. In samo vi veste, kaj vse ste že pretrpeli do zdaj. Lejte, pripravila sem program, zadovoljna od znotraj, privlačna na zunaj. Čas je, da zasijete vsej svoji veličini, ker vi od znotraj ste veličastni. Vi od znotraj ste lepi. In čas je, da odvržete vso odvečno težo, ki vas bremeni vsa ta leta in da postanete res vi, to, kar ste od znotraj. In zdaj pa razumeti moramo nekaj zakonitosti. In te zakonitosti veljajo posebno za nas ženske. Če želimo rezultat, moramo razumeti te zakonitosti. Te zakonitosti vplivajo na zdravje, na presnovo, na hormonsko stanje telesa in na zdravo preoblikovanje telesa. Ko sem iskala zase rešitev, sem naletela na mnoge teorije. Lejte, v knjigi, ko imajo hormoni žur, sem združila te diete in prva je prehranjevanje po glikemičnem indeksu.
potem je teorija o zasvojenosti z ogljikovimi hidrati, potem je teorija diete, hujšanja v spanju in vse to deluje na hormonsko stanje našega telesa. Vse to sem preizkusila na sebi. Videla sem, da samo prehranjevanje po Montinjaku ni zame. Lejte, če sem jedla zjutraj kruh, sem bila cel dan brez energije. Potem razne diete, kjer sem izključevala vse ogljikove hidrate, testenine, riž. To spet ni zame, ker, lejte, kot mama, ki vsak dan kuha kosilo, enostavno ne gre. Potem dieta po krvnih skupinah spet se ni obnesla, ker je nezdružljiva z družinskim življenjem. Torej, lejte, če pogledam. Če diete oziroma način prehranjevanja deluje zame, bo deloval tudi za vas. Cilj zdravega prehranjevanja in zdravega hujšanja je, da se vam dvigne nivo energije in da se vam zviša koncentracija, da se uskladiščena maščoba začne porabljati in da se začne spreminjati v energijo in da ste vi videti mlajši. Tu vas bom naučila, kako aktivirati rastni hormon, ta je ključen, in rastni hormon se začne tvoriti po 90 minutah, potem ko zaspite, vendar le, če zvečer jeste pravo hrano. Večerja je najpomembnejši obrok dneva in odloča o tem, ali se boste redili in stradali, ali pa boste pomlevani in hujšali med spanjem. Dlje, ko boste spali, bolj boste vitki, mladostni in polni energije. Lejte, rastni hormon nas obnavlja, pomlajuje in povzroča hujšanje medtem, ko spimo. In količina naravnega rastnega hormona se v telesu s starostjo zmanjšuje. Nekje okoli 50. leta starosti ga telo samo po sebi skoraj preneha izdelovati, razen če mu malo ne pomagamo s primerno prehrano in z dobro voljo, ne toliko z vadbo. Lejte, zdaj pa preden gremo na rešitve, bi se rada zaustavila še pri dejstvih, ki se dogajajo, ko se odločimo za razne diete. In če pogledamo hitro hujšanje, če kar naenkrat ukinemo vse ogljikove hidrate, kot so kruh, testenine, se zgodi, da naenkrat zgubimo nekaj vode, ker v bistvu ogljikovi hidrati vežejo nase vode. To je res, da bomo zadovoljni, ker bomo na hitro zgubili nekaj kilogramov, ampak maščoba se sploh še ni začela topiti. In res je tudi, ker bomo zaužili manj ogljikovih hidratov, se bo uravnal hormon lakote inzulin, zato bomo manj lačni. In zdaj pa pogledajte, vendar če bomo jedli samo beljakovine in maščobe, in to so razne diete, ki jih priporočajo, bomo lahko zakisali telo, s tem pa ne bomo nič naredili na dolgi rok. Telo potrebuje kombinacijo vseh živil po malem in to v razmerju. Kaj se vam bo zgodilo, ko vam manjka hranil? Poznalo se vam bo na koži, da se boste naenkrat postarali. Predvsem diete, kjer jeste predvsem beljakovine in maščobe, imajo pomanjkanje vlaknin in vitamina C. In ta je ključen za lepo kožo in seveda tudi za aktivacijo hujšanja, ker to je presnovni vitamin, ki deluje na maščobe kot vžigalica. Lahko se vam zgodi, da ko boste enostransko dieto imeli, da vam bo manjkalo mineralov, kot so kalcij, magnezij in kalij, kar pripelje do hitrega sivenja in staranja. Res je, da shujšate, ampak zgledate stari in upadli. In še nekaj se moramo zavedati. Razne ločevalne diete, kjer izključujete ogljikove hidrate, tega se ne morete držati za večno. In tak način prehranjevanja ni združljiv z družinskim življenjem. Izključevanje določenih živil vas privede do tega, da telo hrepeni prav po določeni vrsti hrane in potem pač enkrat obupate. No in tukaj imam rešitev za vas. Program Zadovoljna od znotraj, privlačna na zunaj, vam dovoljuje, da jeste vse. Samo pomembne so kombinacije. Tudi če kakšen dan jeste hrano, ki vsebuje ogljikove hidrate, kot je recimo pica, poleg pojeste samo solato in sladkor ostane v ravnovesju. In telo na tak način prehranjevanja to ne predstavlja za telo stres, zato ker v vsakem trenutku telo dobi izobilje vsega in zato se stopi odvečna maščoba. Rešitev ni v tem, da izključimo hrano,
pač pa ravno obratno. Če jemo nekaj, kar ima veliko ogljikovih hidratov oziroma sladkorjev, v istem obroku pojemo nekaj, kar jih skoraj ne vsebuje, oziroma zaužijemo beljakovine in s tem enostavno pridete do trajnega zadovoljstva. Raziskave so pokazale, da če izključite iz svoje prehrane vse sladkorje in vse ogljikove hidrate, torej, če ne jeste nič kruha, testenin in riža, ko začnete spet uživanjem tega, bo vaše telo odreagiralo podobno, kot če bi imeli sladkorno bolezen tipa 2. In nihanje sladkorja v krvi, nihanje razpoloženja, neprestane želje po sladkem, zadrževanje vode v telesu in potem se zbudi gen za debelost in telo samo shranjuje. Pa, lejte, pomislite, vi ste obupani, kljub temu, da se trudite, tehtnica samo kaže vsak dan več. Zato je moje vprašanje, a ni bilo tega dovolj? Ali si res želite vsega tega, zato lejte, nehajte terorizirati svoje telo. In drugo vprašanje je, ali se boste lahko celo življenje držali raznim dietam, kjer ne uživate nič testenin, nič riža, nič kruha, nič krompirja in kjer ne smete niti popiti, recimo greste na večerjo, kozarček vinčka, poleg obroka. Jaz sem prepričana, da ne. No in zato, poglejte, vaše telo, vaše celice potrebujejo v vsakem trenutku vsa hranila in če jeste raznoliko hrano, vse to dobite. In odvečna teža, maščoba, se bo potem avtomatično stopila, to je posledica. In zdaj pa pogledamo še nekaj. Tukaj moramo pogledati še našo žensko presnovo. Na presnovo delujejo hormoni in prvi je hormon inzulin. Ta hormon, to je hormon lakote in ta hormon nas sili, da jemo sladko hrano. Potem imamo pa naprej, v presnovi deluje še naslednji hormon in to je hormon leptin. Naj vam na hitro obrazložim delovanje tega hormona. Hormon leptin se sprošča iz maščobnih celic in sporoča možganom, koliko smo siti. Ženske imamo lahko celo 3-krat več leptina, ker imamo pač več maščobnega tkiva. Se pravi, na ta način bi mogli hitreje shujšati. In visoke vrednosti hormona leptina pospešijo presnovo in dejansko mi ženske bi morali res hitreje shujšati. Ampak, čeprav imamo veliko hormona leptina, lahko naše telo postane odporno na ta hormon in celice možganom ne morejo sporočiti, da smo siti. Site. In ker možgani ne dobijo signala za sitost, menijo, da smo še vedno lačne in zato pojemo v istem obroku tudi do 30% več hrane. No, potem slišim gospe, ki rečejo, veš, jaz enostavno rada jem. No, pri moških ta hormon deluje drugače in zato moški hitreje shujšajo in pridejo do uspešnih rezultatov. Že samo s tem, da jejo manj kruha, se odpovejo sladkariji in ukinejo pivo. No in tukaj vidimo, zakaj radikalne diete so neprimerne za nas ženske in zakaj ženske tako hitro se zredimo nazaj. Še ena stvar je pri leptinu, ki jo moramo razumeti. Ko je v telesu premalo leptina, se sproži nasprotni hormon in to je hormon grelin, ki aktivira neprestano lakoto. Ta lahko vpliva na to, da se sredi noči zbujamo, sestradani kot volk in enostavno moramo jesti. Vem, da sem vam dala sedaj ogromno informacij, ampak naj na hitro ponovim. Zakaj imajo radikalne diete tako slab vpliv na nas ženske? Pod prvo, težko se jih je držati. Drugo, ženske imamo drugačno hormonsko sestavo kot moški in tukaj so potem še naša čustva. Poslušajte. Svetovanjem se ukvarjam zdaj že več kot 25 let in nenazadnje z lahkoto že uravnavam svojo idealno težo že leta in svetovanjem s temi nasveti sem pomagala že mnogim ženskam. Glejte, tukaj je Romana, ki je shujšala v 2 mesecih 11 kg, ko se je držala teh zakonitosti. V glavnem, Romana je bila na enem od teh prejšnjih tečajih
video tečaj hujšanja sem poimenovala. Potem tukaj je Tatjana, to je moja prijateljica iz srednje šole, ki je v 2 mesecih shujšala 8 kilogramov. No in s programom Zadovoljna od znotraj, privlačna na zunaj bomo obdelali vse teme in zdaj vam bom razložila kako. Program se zasnovala po knjigi Ko imajo hormoni žur. To je način prehranjevanja, ki sodeluje z našo žensko presnovo, ki deluje skupaj z našimi hormoni. To je program, ki je enostaven, predvsem mu lahko sledite, veča vam energijo, veča vam dobro počutje. Sam načrt prehrane je tako enostaven, da je primeren za celo družino. Ni vam potrebno pripravljati posebej obrokov za ostale družinske člane in program vam pokaže, kaj narediti, korak za korakom. Naslednjih nekaj tednov se bomo družili, ampak ne bo, da boste potrebovali nekaj tednov. Mogoče se boste zadržali ob eni temi, tista, ki je za vas bolj pomembna. Pokazala vam bom, kako pospešiti žensko presnovo, katerih hranil naj se izogibamo, hrana se izogibamo in v glavnem, kako kombinirati hrano, da bojo naši hormoni ostali v ravnovesju. Pokazala vam bom drobne trike, če jemo, ne vem, slaščice, kako ravnati hormone, da se ne sproži lakota. V glavnem, v tem programu boste izvedele, kako spodbudimo delovanje hormona leptina. Program Zadovoljna znotraj in vitka, privlačna na zunaj in namenjena nam ženskam, ki imamo dovolj neprestane borbe s kilogrami, namenjena je ženskam, ki si želijo nazaj svojo postavo, tako, lejte, kot ste jo mogoče imele pred nosečnostjo, ali pa pred leti, ko ste bile še zadovoljne v svojem telesu. No in prav zadovoljstvo je tisto čustvo, ki nas ženske dela privlačne. V tem programu se boste naučile, kako biti zadovoljna v sebi, svojim telesom, svojo ženstvenostjo, svojo dušo. Lejte, če si želite nazaj svojo postavo, če želite biti spet zadovoljne sami s seboj, če želite, da bi vam lepa oblačila, ki vas čakajo v mari, spet pristajale, in če si ne želite radikalne diete, ki vam bo povzročila sam stres, če si ne želite raznih vadb in napora, če si želite drugačnega sistema, potem je ta program Zadovoljna od znotraj, privlačna na zunaj, program za vas. Predelali bomo čustveno stanje, pregledali bomo vadbo, naučila vas bom pripravljati hitre obroke, ki vas nasitijo. Zavedati se moramo, da so težke vaje primerne za moške. Mi ženske potrebujemo drugačno vadbo. Vadbo, ki pospeši našo presnovo, ne pa vadbo, ki povzroči še več stresa. No in tukaj v tem programu Zadovoljna znotraj in privlačna na zunaj, ki je zasnovan tako, da že z nekaj minutami dnevno poskrbite za sebe, za svojo presnovo, hkrati ste bolj zadovoljne, hormon sreče pa prav tako vpliva na topljenje maščobe. Program je pripravljen tako, da ga izvajate doma, je enostaven, pokažem vam vse trike, ki jih sama uporabljam na dnevni bazi. Dejansko, tukaj vam bom pokazala, kako jaz pripravljam obroke, kako kuham. Razložila vam bom, kako si okrepite mišice, kako boste stopile celulit in kako boste ves čas v stiku same s seboj in svojim dobrim počutjem. Čas je, da svoj program v glavi naravnate na zadovoljstvo v sebi in potem to se bo izžarevalo navzven. Vem, kako naporno se je boriti z odvečno težo in kako naporno se je obadati slabo samopodobo. Vse to sem sama prehodila. 5 sklopov je in prvi sklop je razstrupljanje misli in telesa. Tukaj bomo pregledali, kako razmišljamo o hrani, vzorci iz mladosti, obsojanje sebe, okolici, kako se odraža ljubezen do sebe, kako razmišljamo in kako razmišljanje zakisa telo in zakaj nastane kandidiaza, katera hrana zakisa telo, kako prepoznamo podzavestna prepričanja in kako reprogramiramo svojo podzavest. Za vsak ta sklop bo 10-minutni video,
lahko ga boste ponavljali, kolikor časa boste želeli. Potem drugi sklop je povezan s hrano, s glikemičnim indeksom, kako kombiniramo živila, kako se znebimo neprestane lakote in govorili bomo o tem, kako spodbuditi hormone, ki povzročajo hujšanje, kako spodbuditi s hrano hormon DHEA, rastni hormon leptin, katera hrana aktivira te hormone in kateri jedilniki, kako kombinirati to hrano. Potem govorili bomo, kako pospešiti topljenje maščobe okrog trebuha in na bokih, kaj je sistem srednjega glikemičnega indeksa in predvsem kako kuhati, posnetki, kako pripraviti hrano in kako kljub temu, da jem vse, da enostavno ohranjam in tudi preoblikujem svoje telo. Potem gremo na tretji sklop in tretji sklop je v povezavi z gibanjem. Razložila vam bom, kako in zakaj je vadba zjutraj tako pomembna, da vaše telo se začne preoblikovati. Naučili se boste, kako se delajo vaje vrelec mladosti. Dobesedno posnela sem, kako jaz sama delam vrelec mladosti in vas bom navdušila na tem, da boste sami delali. Boste videli, da je čisto enostaven. V video programu boste dobili dovolj motivacije, da boste tudi temu sledili. In videli boste, zakaj naporna vadba za nas ženske ni primerna. In potem dihanje, vadba in dihanje, kaj jesti pred vadbo, kaj jesti po vadbi, potem tudi to pohodništvo, zakaj je gibanje tako zelo pomembno. No, potem gremo na naslednji sklop. Četrti sklop govori, kako pripraviti zdrave obroke, praktični nasveti za zdravo kuhanje, kaj kupovati, katera živila so dobre glede na glikemični indeks, potem kaj se skriva v hrani in kako brati deklaracije. Dejansko vam bom pokazala znamke, katere so dobre, potem skrite pasti, priprava mini obrokov. Ta sklop je zelo pomemben, ker vas bo praktično učil o tem, kako pripravljati obroke. No in potem peti sklop, pa kako se izogniti jojo učinku in enkrat že preoblikujete telo, ni cilj, da dobite nazaj spet vse te izgubljene kilograme. Kako jesti naprej? Zakaj je pomembno recimo miselna naravnanost? Kako uravnavati hormone s hrano, potem kako se prehranjevati v restauracijah, kako pripravljati obroke takrat, ko imamo razna praznovanja, kje dobimo hormon oziroma mineral krom, potem na vse te vsebine, ki so pripravljene, se boste lahko vračali vedno, takrat, ko boste rabili. In še eno stvar, poleg vsakega video vodiča boste dobili PDF obliko, PDF vodič, kamor si boste lahko zapisovali potem napredek, svoje opažanja in to je v bistvu kot nek dodatek knjigi, ko imajo hormoni žur. No in ta program Zadovoljna od znotraj, privlačna na zunaj, sem zasnovala za nas ženske. Primeren je za mlada dekleta, v puberteti, primeren je za dame po 75. letu starosti. Lejte, primeren je tudi za tiste, ki ste že neštetokrat hujšali in imate veliko kilogramov preveč in ste mogoče že čisto obupali. Zdaj pa pomislite, zamislite si sebe, ko greste naprej v življenju z vašo idealno težo, vašo idealno podobo. In takrat boste osvobojeni od večne teže, ampak predvsem, lejte, osvobojeni boste teže slabe samopodobe. No in predvsem, vaša nova presnova bo sedaj jemala gorivo iz maščobnih celic, vaša urejena presnova bo sedaj porabljala energijo iz zaužite hrane, ker pač telo moramo naučiti na nov sistem. Vi se boste počutili zadovoljni v svojem telesu in vsakič, ko se boste pogledali v gledalo, lejte, kako se boste počutili? Zadovoljni. In ko boste oblekali mogoče oblačilo, ki vas čaka že dolg časa v omari, to zadovoljstvo vam bo žarelo iz oči in vaša samozavest bo vplivala na vse odnose in na vse odločitve, ki jih imate v življenju. Z novo samopodobo boste lahko dosegali vse, ker samopodoba je tista, ki odloča o tem, kako se postavimo za sebe.
No in to vas bom naučila. No in zato postanite zadovoljni od znotraj in privlačni na zunaj. Glejte, spodaj je gumb, kliknite gor in potem se vidimo na drugi strani. Takoj boste dobili dostop do vseh vsebin in zagotavljam vam, da ko se bo uredila vaša presnova, se bodo uredili tudi vaši kilogrami. In to vam zagotavljam iz svojih izkušenj, zato ker sem vse to prehodila na svoji poti. Zapišite si za današnji datum, zato ker boste naredili korak k temu, da se bo vaše telo in vaša miselnost spremenila enkrat za vedno.